Strokovni center Frana Miličinskega Smlednik je ustanova, kjer so nameščeni osnovnošolci stari od 11 do 16 let. Nihče tam ne živi zato, ker bi se tako odločil sam. Največkrat so bili učno manj uspešni, neupravičeno izostajali od pouka, prišli navzkriž z vrstniki, starši, učitelji. Bežala sem od doma, v šolo nisem hodila, slabe ocene, padla sem razred. Dal so me pa not center za socialno delo pa sodišče. Tukaj sem zaradi tega, ker sem prinesel nož v šolo. Skozi sem hodila ven in pol se nisem zbujala za šolo, ker sem bila preutrujena. V moji bivši šoli je bilo ful tega medvrstniškega nasilja in se je zgodilo, da me ni bilo več v šolo. Smo se kregali, sem se tudi tepal, dvakrat tudi iz šole pobegnil. Njihova skupina je ena od 4 v centru. Prav vseh imajo zelo natančno organiziran dan. Od zajtrka, pouka, hišnih opravil, časa za učenje, prostočasnih dejavnosti in najpomembnejše pol ure, ko imajo lahko telefon. O moj bog, samo pol ure telefona na dan, to je grozen, skozi moramo nekaj pucati, ampak se v bistvu navadiš in ni sploh to grozen v bistvu. Vzgojitelji jim probamo prikazati nek čist običajen dan, mogoče tudi na nek način neka imitacija družinskega življenja. Če se mi ne bi držali ur, kdaj moramo kaj narediti, bi bil haos, mi ne bi nič delali. Tle sem se naučila te delovne navade. Otroci morajo med seboj sodelovati, prihaja do sporov, ki se jih učijo razreševati. Naša naloga pa je, da jih pri tem usmerjamo, spodbujamo, pomagamo. V centru obiskujejo tudi pouk, razredi so manjši. Pri nas smo samo 4, 2 punci in 2 fanta. Zmenimo se datum z učitelji, kdaj pišemo in kdaj bomo vprašani. Drugače pa interesna dejavnost nogomet, pa pohodništvo. Gredo tudi na izlet, tabor ali v kino, večina konec tedna preživi doma. Najbolj si želim, da bomo imeli z mami dober odnos, da bomo imela ta prave prijatelje, ki pridemo ven in da sem tudi znala kontrolirati svojo jezo in vse. Postajam manj in manj zasvojen s telefonom, bolj upoštevam navodila. Veliko sem se tudi v odnosih naučil, da ne smeš se tako kregati, ne smeš biti agresiven do prijateljev, ne smeš biti ful okazljiv. Imam tudi dosti več samozavesti, pa več si upam tudi reči med ljudmi. Najprej za nekaj časa se hočem fokusirati na sebe, ko pridem v srednjo, da ne padem spet v to slabo družbo. Želim si imeti uspešen life. Praviloma so mladi v centru do konca osnovne šole. Če je to mogoče, se vrnejo v družini, nekateri pa se z vstopom v srednjo šolo odselijo v stanovanjske skupnosti.